Čriček in mravlja. Otroci, spet smo skupaj. Danes vam bom povedal splošno znano basen o čričku in mravlji. Slišati jo mora vsak, saj se v vsakemu izmed nas skriva lenuh, ki se raje zabava, kot pa opravlja svoje obveznosti. Toda včasih nas to lahko veliko stane. Poglejmo, zakaj. Bilo je toplo, čudovito poletje. Čriček je ves dan užival s prijatelji. Sončili so se na lokvanjih, se spuščali po travi kot po toboganu, skakali po lužah in se veselo smejali. Ponoči je čriček veselo igral in pel, okrog njega pa so žuželke veselo plesale. Ves ta čas je mravljica vztrajno delala. Najprej je izkopala globoko jamo in jo obložila z listjem in vejami. Nato je poiskala majhne sadeže, drobtine hrane, semena in druge okusne prigrizke, jih položila na debele liste in jih odvlekla v svoje zavetje. Tam je zaloge hrane lepo razporedila po policah. Nekega dne, med smehom in direndajem, je čriček zagledal mravljico, ki ji je znoj tekel z obraza, ko je vlekla hrano. Začudeno jo je vprašal: Ej, mravljica, zakaj se tako mučiš v tej vročini? A ne bi bilo bolje, da se nam pridružiš in uživaš v toplem poletju? Ne bo dolgo trajalo, veš? Mravljica se je ustavila, si obrisala znoj z obraza in modro rekla: Tako je, čriček. Poletje ne bo trajalo dolgo in ko pride mrzla jesen in še bolj mrzla zima, kje boste našli hrano in toplo zavetje? Čriček je zavil z očmi in zamahnil z roko proti mravlji, kot da ta govori neumnosti. A videti je, kot da rada delaš in se ne znaš sprostiti ter zabavati. Kakor želiš, mi bomo uživali še naprej. In tako so žuželke nadaljevale z zabavo in glasbo, mravlja pa se je tiho in vztrajno pripravljala na daljno zimo. A glej, tista zima ni bila tako daleč. Vročina je trajala še nekaj dni, nato pa so prišla hladnejša jutra in večeri. Začel je pihati mrzel veter, listi so nenadoma postali rumeni, rdeči in rjavi ter začeli počasi odpadati. Čriček se je še želel zabavati, a se ni imel s kom. Žuželke, ptice in druge živali so se preselile v svoje zimske domove in vse manj jih je prihajalo na hladen zrak. Izgleda, da prihaja zima, se je končno zavedal čriček. Morda bi si moral poiskati kakšno zavetje? Vendar je bil prelen, da bi si sam naredil zavetje, hrane pa ni bilo več, saj se je sezona pridelkov končala. Čriček je začel obiskovati svoje prijatelje. Lahko preživim zimo pri vas? Je vprašal pikapolonico. Oprosti, cela družina je pri starih starših. Ni prostora za nikogar več. Potem je vprašal hrošča. Lahko preživim zimo pri vas? Hrošč je žalostno zmajal z glavo. Oprostite, tudi moja družina ima rada zasebnosti. Ne moremo imeti gosta. Dnevi so postajali vse hladnejši, nato pa je zapadel prvi sneg. Čriček se je potepal po gozdu in travniku, ki sta bila nekoč topla, dišeča in polna zabave. Tresel se je od mraza, pa tudi lačen je bil. V tistem trenutku je zagledal mravljico, ki se je vračala s sprehoda, kako odpira lepa lesena vrata in vstopa v svoje zavetje v zemlji. Mravlja, mravlja! Je zavpil čriček in se komaj priplazil do nje. Tako je bil izčrpan. Bi me sprejela v svoj dom? Ti si moje zadnje upanje. Resnično zadnje, prosim. Čriček moj. Zmaje mravljica z glavo. Medtem ko si se ti zabaval in užival, sem jaz trdo delala. In zdaj želiš še naprej uživati brez težav? Mislim, da si tega ne zaslužiš. Prav imaš, mravlja. Je poklapano rekel čriček s sklonjeno glavo. Res si ne zaslužim in ni razloga, da bi me sprejela, ja.
Razen tvoje prijaznosti. Če mi pomagaš, obljubim, da se bom spremenil. Zdi se, da se je Čriček naučil lekcijo. Mravljica je bila res prijazna. Usmilila se je premraženega lačnega črička, ga spustila v svoj topel dom, ga nahranila in napojila. Mravljica in Čriček sta se hitro spoprijateljila. Čriček je ponoči igral, podnevi pa je hodil z mravljo in pripravljal hrano. Naslednje poletje sta Čriček in mravlja skupaj pripravila zavetje in hrano za prihajajočo zimo, in ker je vdvoje hitreje in lažje, sta imela čas tudi za poletno uživanje. No, otroci, ta basen nam sporoča, da se ne splača lenariti, saj nas na koncu vedno počakajo nakopičene obveznosti. Naučite se pravočasno opravljati svoje obveznosti, pa boste veliko bolje in lažje uživali v času, ki je temu namenjen.